Tavares in pa Berić. Mariborčani v vijoličastih dresih, v rumeno-belih, pa igralci Dudelangea, moštva, ki je nastalo z spojitvijo, s fuzijo treh luksemburških prvoligašev leta 1991, moštva Allianz, Stade Dudelange in pa US Dudelange. Sam Dudelange je majhno mestece, 18.000 prebivalcev ima, na jugu Luksemburga leži in povratna tekma, ki bo prihodnji teden, bo na enem najmanjših stadionov, ki jih premorejo državni prvaki v Evropi, namreč na stadionu Jos Nosbaum, ki sprejme samo 2558 gledalcev. Kakorkoli že, torej Mariborčani začenjajo nov pohod v Evropo, žreb je bil seveda več tekem in zabeležili 5 zmag. Prva žoga Maribor. Tavares, lepa žoga Tavareša proti Beriću, tu je sedaj Mezga, strel Mezge, mimo gola. Tekem Mezga in Tavares, enkrat Mezga. Priložnost in mimo gola. Še ena priložnost. Še vedno Viler proti Mezgi, lepa priložnost Mariborčanov. Mezga v kazenskem prostoru, ali je to priložnost? Berić strelja in samo drugi udarec iz kota. Benzujen in Viler, lepo Benzujen in strel mimo. Pa Benzujen, pa potem Keje proti Abduleju, na drugi strani je Mejač in pa Melis. Žoga mariborskemu vratarju. Žogo Tavares. Še enkrat Ibrahimi, tam je padel Berić. Tavares proti Beriću. Berić poizkuša sedaj sam, pa Ibrahimi strelja čez gol. Še ena lepa žoga proti Beriću. In rumeni karton Beriću. Tule odigral prekršek, ja, vendarle moldavski sodnik je videl, da je Berić padel in to brez dotika, brez Mezga proti Mertlu. Sedaj Tavares, priložnost Maribora, Tavares strelja čez gol. Še en udarec, 21. minuta. Vsi Luksemburžani, razen enega v kazenskem prostoru, to je seveda, to bo silovita gneča ob tem predložku Mezge. Mezga v kazenski prostor, priložnost. Lisin Abduleji. No, čakajo na svoji polovici. Berić proti Ibrahimi, strani Mejač, dobil je žogo. Mejač v kazenskem prostoru, Mejač v sredino, tam je bil Berić in žoga ponovno v kotu. Četrti udar, močan, telesno, oddaleč je poizkušal Francisco Sanchez Benzujenu. Benzujen, pa potem Keje. Poizkus, vratnica! Po strelu Melisa je sedaj vratnica rečila Mariborčane. Tajs poslal na ogrevanje. Že tam v 10. minuti 2 igralca. Kršek, prosti udarec, Maribor. Ibrahimi, priložnost in gol! Zadetek Argusa. Argus je torej strelec za 1-0. 36. minuta, torej Argus, novo brazilsko ime v dresu Dudelange. Mezga v sredino proti Beriću, Berić je imel priložnost, ostaja 1-0. Tam je Berić, po strnjeni obrambi ni enostavno igrati. Keje. Argus hitrejši od Abduleja. Pa potem Berić, to je nova priložnost Mariborčanov. Berić preigrava in prekršek nad Robertom Dudelangea, ali Mezga ali Ibrahimi. Ibrahimi strelja in 2-0. Agim Ibrahimi, izjemen zadetek iz prostega udarca za 2-0 udarec in Maribor vodi z 2-0. To pa je prednost, ki je takole milo rečeno verjetno. Ibrahimi je moral sprejeti disciplino, ki jo mariborski trener zahteva. Pri nekaterih prejšnjih mislim, da je bilo sojenje res zelo dobro. Tole pa
2-3 zglešeni. Maribor vodi po 45 minutah z 2-0, strelca pa Brazilec Argus v 36 minuti in v 45 minuti Agim Ibrahimi. Pajal ima 36 reprezentančnih tekem že za seboj. Melis, priložnost, ostaja 2-1. Melis, pred njim je Mejač, Melis, Pridigar je tam samo poskočil in žoga mimo vseh nog v kazenskem prostoru. Spremenjen ritem in postavitev igre Dudelangea, kot kaže, dela kar precej preglavic Mariborčanov. Luksemburžani so pri 0-2 začeli igrati. Mejač in Pridigar. Ja, takole se pa ne sme poigravati. Melis strelja in Pridigar. Maribor ugledal s tribun. Tavares v kazenskem prostoru. Tavares preigrava proti Beriću. Ibrahimi, ja, poizkušal je s postov. Še en poizkus. Vigersa je bil to. Zdaj Ibrahimi proti Tavaresu, priložnost Mariborčanov. Toda le za... Je tam zaustavljal Mertel in sedaj Tavares. Toda Tavares ni prišel do žoge. Tavaresu so pošle moči, to je evidentno. Benzujen. Ole Nikol pred vrati. Pa je bil Pridigar, tam pa prekršek Luksemburžana. To je bil Legro. Mislim, da bi sedaj moldovski sodnik lahko pokazal recimo rumeni karton Legroju. Vse se je išlo brez kazni. Prva praktično takale sporna situacija. Jean-Sébastien Legro, 30-letni belgijski igralec, ima že rumeni karton iz tekme proti ekipi iz Andore. No in tole je bil seveda grd prekršek za rumeni karton, prav gotovo. Krenil to, da tudi Mezga se je dal predolg predložek. Pri Mariboru bo prišel v igro Goran Cvijanović. Na sredini igrišča je Maribor v podrejenem položaju v drugem polčasu. Ni blesteča. Gre za izvrstnega napadalca, ki pa danes nima svojega dne. Poglejmo še enkrat, tule je bila podaja seveda v nepravem trenutku. Andore, tule pa lahko rečemo pravi hokejski prekršek. Medtem v napadu že Mezga, odkriva se Mejač, še vedno Ibrahimi pred vrata in žoga, ja, ni hotela v mrežo. Kakšna priložnost Mariborčanov, kakšno priložnost so sedaj jetno, srečo so sedaj le imeli. Po podaji Ibrahimija je takole vratar izpustil žogo, pa je Berić ni uspel spraviti v mrežo, dal jo je v vrat v 69. minuti. Ibrahimi v novem napadu. Sedaj obleganje luksemburški. In prekršek Cvijanovića nad... Kaže Keje, zadev je živi zid, torej tam je bil Pajal. Predložek proti Abduleju in pa Pridigar. Benzujen proti Gruščinskemu, toda Pridigar zanesel. Tavares torej odhaja z igrišča, namesto njega pa Etienne Velikonja. Skočil Rajčević, to je sedaj Berić. Berić proti Velikonji. Velikonja strelja in Žuber brani. Žuber je sedaj obranil. Veliko priložnost Mariborčanov. Etienne Velikonja v pravem trenutku oddal žogo. Velikonja pa žoge ni najbolje zadev. Offside ni. Tu je Berić sedaj, na drugi strani je otekel Velikonja.
Berić, tu je Mezga, pa kaj je hotel sedaj? Mezga, ne vem, ali je podajal ali streljal, kakorkoli že. To je bila Damota Gruščinski in tam je dobro Rajčević zaustavil žogo, odbito. Varna, visoka žoga, igranje z roko, tam morda celo Vidoviča. Ja, dobro se je šlo za Maribor. Zraven mene sedi gospod Evgen Štrigl, ki je tu delegat, kontrolor sojenja in zmiguje z glavo nad zadnjo potezo moldovskega sodnika. Rumeni karton pa je dobil tokrat Mertel, drugi rumeni karton pri Mariborčani. Mertel, Berić sta porumenela. Poglejmo še enkrat, kaj se je dogajalo. Tule Vidovič. Ja, ni se najbolje videl. In v tem trenutku konec srečanja. Konec srečanja, torej Maribor je premagal Dudelange z rezultatom 2-0. Luksemburžani seveda protestirajo zaradi morebitnega igranja z roko. Tudi sam ne morem povedati nič določenega, kajti počasen posnetek me nekako ni prepričal. Vsekakor pa je tam Vidovič nekako poizkušal kriliti z rokami. Izid torej 2-0. Streljca sta bila Argos v 36. in Jevrejmi v 45. minuti. Poglejmo še enkrat, kaj se je dogajalo. Ja, mislim, da je tule igral Vidovič z roko in seveda tule se morajo Mariborčani kar zahvaliti moldovskemu sodniku, da ni dosodil 11-metrovke. No, ostaja torej 2-0 in pred povratno tekmo ima Maribor lepo prednost. Maribor pa je dosegel svojo jubilejno 25. zmago v evropskih pokalih in je na pol poti v tretji predkrog letošnje lige prvakov. Igralci